Če hočeš izstopati z avtomobilom, pol rabiš Ferrari, Bentley, Bugatti ali pa Rimec. Ja, tudi to je zdaj popularno. Ampak ker nismo vsi rojeni pod evrsko zvezdo in imamo na računu precej manj denarja, kot stane katerikoli od teh, iščemo alternative. In ena od njih je Mini, še vedno posebnež, prav nič pa več majhen. Tretji Mini Countryman so pokazali že lansko leto na salonu v Münchnu. Že zdaj pa obrača poglede na naših cestah svojo drzno obliko, diamantno obliko luči in pa s številnimi dodatki, zaradi katerih boste vedno opaženi. In to vsak dan, ker se spredaj lahko pohvali s 3 različnimi svetlobnimi podpisi, prav tako lahko spreminjate grafiko zadnjih luči. In C-stebrička služita kot nekakšen podaljšek strehi. Ja, Nemci so tole tretjo generacijo res dobro začinili. Vse splošna oblika sicer ostaja minimalistična, je pa res, da je Countryman zdaj zrasel vse smeri in to je očitno. Od prejšnjega je daljši za 13 cm, višji za 8 in širši za 2. V dolžino tako meri že 4,43 m, to pa zato, ker pri Miniju želijo, da o Countrymanu razmišljajo tudi družine. In bodo lahko, ker so medosje podaljšali za 2 cm in v notranjosti je več prostora kot kadarkoli prej. Kabina je nekaj posebnega in to mi je rekel čisto vsak, ki si jo je hotel ogledati od blizu, pa ni jih bilo malo. Pet se vas bo tule notri čisto v redu peljalo, navdušeni pa boste nad kvaliteto izdelave in materiali. Mogoče vam ne bo šla v račun tale tkanina, ki je na vratih in na armaturni plošči, pa tudi kot prečka na volanu, ampak se lahko strinjamo, da je nekaj posebnega in tudi jaz sem se ujel, da sem jo večkrat takole pobožal. Tudi kabina je minimalistično oblikovana in tule spodaj boste našli majhne gumbe za zagon, menjalnik in glasnost multimedijskega sistema. Je pa dober občutek, ko zaženeš motor, ker moraš obrniti tale plastičen ključ in imaš občutek, kot da dejansko s ključem zaženeš motor. Na armaturi še vedno kraljuje ogromen OLED zaslon, pred mano pa je majhen in enostaven projekcijski, da ne rabim ves čas buliti v desno. Še ena posebnost pa so različni prikazi menijev, ki jim pravijo Mini Experience, kjer lahko s temle gumbom tule enostavno spreminjaš barvo in v bistvu celotno podobo multimedije, spremeni se tudi ambientalna osvetlitev, celo zvoki za nekatera opozorila. Si kar daje dela z detajli. Ja. Sreči pa so zdaj ustvarili tudi dost uporabnega prostora. Tudi za noge zadaj ga je dovolj, zadnjo klop je mogoče vzdolžno pomikati za 13 cm, kar pomeni, da s tem povečate prtljažni prostor, ki v osnovi ponudi lepih 450 litrov. Če prevrnete zadnje naslone po sistemu 40-20-40, dobite 1460 litrov uporabnega prostora. Pa še naklon zadnjih naslonov je mogoče spreminjati in tako postane potem potovanje še bolj udobno. Ok, vožnja. Tale Mini Countryman ima osnovni 1,5 litrski turbobencinski trivaljni mlinček, ki sploh ni tako osnoven, ker da od sebe 125 kW moči, se pravi 170 konjičkov in 280 Nm navora, zato boste 100 na uro dosegli že po 8,3 sekunde. Glas trivaljnika boste hitro odmislili, tudi 7-stopenjski robotiziran menjalnik je med vožnjo čisto ok, ne bo pa vam všeč med speljevanjem, ker predolgo traja, da se odzove. Pa sistem stop-start me moti, ker ga ročno nikjer ne moš izklopiti, samo v načinu go-kart, kar pa Mini naredi še bolj trd in agresiven, kar ti med vsakodnevno vožnjo ne ustreza. Zakaj me moti? Zato, ker se motor izklopi že med ustavljanjem, ker je pač blagi hibrid, potem pa moraš recimo na hitro pospešiti in traja, da se vse skupaj odloči, da zdaj bi bil pa že čas, da lahko pospešiš, a ne? Druga stvar, čeprav ostajam pri isti zadevi, pa je izklapljanje klime, ko se motor izklopi. Zakaj hočejo, da nam avto soli pamet, če mi točno vemo, kaj želimo? Tako pa se izklopi motor, posledično se izklopi klima, otrok se ti zadaj dere, ker je vroče, prišparal si pa 0,01 deci goriva. Mislim, brez veze. Enako je, če avto ustavim in hočem pustiti motor vklopljen, ker je otroku pač vroče in skočim samo prtljažnik po vodo. Evo, ko grem iz avtomobila, se bo motor izklopil, ker je tako bolj varno, razen če imaš v načinu go-kart. To bi res mogli malo boljš premisliti. Ne vem, mogoče sam mene moti, čeprav dvomim. Tudi 20-palčna platišča na takšnem družinskem avtomobilu niso najbolj optimalna, ker je avto potem pretrd, izgledajo pa super, to pa moram reči, ja. Sam bi izbral manjša, ker se mi zdijo bolj primerna za družinski avto, da bo vožnja malo bolj udobna, ker Mini še vedno v osnovi ni najbolj udoben avto, se pa zato pelje dobro, o tem pa res ni nobenega dvoma. Še vedno je med najbolj dinamičnimi med ovinkih in če iščete to pri svojem družinskem avtu, ne rabite več iskati drugje.
zelo lepo se drži v ovinkih, malo se nagiba, čeprav je dosti višji kot prej, in občutek na volanu je dober, če vas ne moti tak res ekstremno debel obroč. Meni je v bistvu všeč, ker ga lahko res fajn primeš. Če iščete predvsem udobje, pa iščite drugje. Čisto enostavno je to. Poraba je bila med umirjeno vožnjo pod 7, tudi na avtocesti, z več dinamike pa hitro čez 8 litrov. Seznam dodatne opreme je dovolj velik, da bo vsak mini nekaj posebnega. Celo do te mere, da boste kdaj samo sedli van in ga občudovali. Posebna je tudi njegova cena. Osnovni stane 37.700 evrov, tale s številnimi dodatki in kar 20-palčnimi platišči pa 54.658 evrov. Ja, je veliko, ampak ne samo vas, tudi vse okoli vas bo vedno spominjal, da vozite nekaj posebnega. In nič kaj majhnega, če mislite, da je mini vedno mini.